čim bolj mirno to sprejeti, povedati otroku, da mi je žal, da se ti je to zgodilo in to se ti ne bi smelo zgoditi, seveda, da ne. In glej, naredili bomo vse, da se ti to od zdaj naprej več ne bo dogajalo. To je za otroka najbolj pomembno, ne. In potem resnično stvar je treba prijaviti. Stvar je treba prijaviti. Kakorkoli imamo vedno neke pripombe na postopke, vedno neupravičene, ampak prijava je edina stvar, ki ustavlja dejansko zlorabo. Nič drugega jo ne ustavlja, ne. Mati ne more na primer otroka kar odpeljati, ne. Mati ne more, kaj naj naredi? Če prijavi, ima osnovo, da lahko tudi, bom rekla, odmakne se z otrokom in tako naprej. In seveda ne iti v podrobnosti pri otroku. Poslušati, kaj bo otrok povedal, ne. Ni namen, spraševali bodo drugi. Ni namen, ne, tukaj starša, pardon, da bo izvedel vse ali pa da mu bo otrok vse povedal in tako naprej in da bo on potem naprej reproduciral to. Več naredi starš s tem, da otroku, kot sem rekla, prisluhne, ga nekako ali stisne k sebi, mu reče: "Ne bo se več zgodilo, žal mi je," in seveda pove, da bo to stvar prijavil in da se bodo drugi z njim pogovorili o tem, kjer bo lahko povedal, kaj se je zgodilo, ker se to ne sme dogajati, ne. Če pa otrok to, a veste, pove ali vzgojiteljici v šoli ali komurkoli drugemu, tudi ljudje imajo neko navado včasih, da zelo hočejo podrobno posegati v to, kaj se je zgodilo, pa kako in tako naprej, ne. To seveda ni dobro.